Medvoška knjižnica gosti številne zanimive dogodke in enega takih je sredi januarja pripravil Jakob Šubic, ki je sredi knjižnice postavil miniaturni naravni dom. Na predavanju je predstavil, kako izgleda načrtovanje in izgradnja naravnega doma, v kakršnem živi tudi sam. Dotaknil se je tako okoljskega kot tudi bivanjskega vidika tovrstnih domovanj, ki predstavljajo vračanje k sonaravnemu bivanju z naravo. Jakob Šubic je že pred leti sam iz naravnih materialov zgradil hišo, v kateri z družino živi na Topolu. Hiša je velika 120 kvadratnih metrov, osnovni materiali, ki jih je uporabil pri njeni gradnji pa so les, konopljino predivo, ilovica in apno. Za kurjavo na zimo porabi zgolj 2 do 3 metre drv, saj je grajena po konceptu gradnje, po kakršnem v Beli krajini hiše stojijo že 500 let. Človek je narejen iz narave in če naravne materiale uporabljaš, se ta izmenjava, se jo čuti. Ko si v hiši iz naravnih materialov, ki so čim manj preoblikovanih, ti hiši daješ in dobivaš nazaj in je komunikacija zelo lepa. Mogoče jaz bolj čutim, ker sem to gradil, ampak je izjemno prijetna komunikacija, tako kot v gozdu. Zrak je noter vedno svež, ker hiša diha, v kopalnici se ne rosijo šipe, ker hiša diha. Pri njegovi gradnji ne gre toliko za gradbeni podvig, kot za to, da način gradnje tudi filozofsko osmisli. V bistvu je v tem, da zaupaš sebi, da zaupaš naravi, da ti da pravi material, s katerim lahko ti kreiraš, lahko ustvariš, lahko tisto svojo težavo, ki jo imaš, rešiš. Gre za to zaupanje in za to, da dejansko vse te informacije, vsa ta vedenja že imamo v sebi. Ni jih treba z umom dobiti, ampak jih so že v nas in ko je trenutek ta prav, pridejo na dan. Se pravi, da si upaš enostavno preizkušati, poskušati, ampak zdaj, če si veliko hišo nastaviš, potem z nekimi poskusi je zelo težko. Če si pa majhno nastaviš, pa ni problem. Fališ, narediš še enkrat, fališ, narediš še enkrat, kakšno stvar. Gradnja take hiše po njegovih izjavah pomeni popoln odmik od klasičnega reševanja stanovanjskega problema, kjer graditelj najprej trpi med gradnjo in nato še 20 let odplačuje kredite. Zaradi tega predlaga spodbujanje gradnje manjših objektov, tudi objektov, ki bi jih zgradili osnovnošolci s pomočjo odprtega učnega okolja. Manjši kot je objekt, lažje potem se ti igraš, ker v bistvu gradnja je igra. Gradnja ni safar pa 20 let kredita pa obrtniki pa ne vem kaj, ampak je v bistvu ena igra. Če smo z otroci na Katarine en tak objekt postavili in to je bilo veselja, smejanja, to je bilo koliko igre so oni iz tega, pa smo dejansko delali, ampak vmes so se oni še malo poigrali. Trenutno izdeluje manjšo hišo velikosti 12 kvadratnih metrov. V njej je prostora za 2 osebi, za manjši kuhalnik in nekaj malega za obleči. Stranišče je zunaj, vodo si prineseš. Vse skupaj ga je stalo zgolj 1000 evrov in 3 mesece dela. Kot je dejal, je njemu prioriteta užiti lepoto okrog sebe in v sebi in ga materialne dobrine sploh ne zanimajo. Naravni gradenj je vedno več, a tukaj govorimo predvsem o večjih, običajnih stanovanjskih hišah, medtem ko za manjše še ni veliko zanimanja. To mi je pa en kmet mi je dobro rekel, tam kjer delam na Kočevskem, eno tako hiško, je rekel, veš, saj zdaj vsi ljudje mislijo, da je to neumen. Ampak ti povem, ne bo več dolgo trajalo, ker to več ne bo tako neumen. In je vse povedal. Za konec je Šubic še predlagal, da bi na tak način lahko tudi v Preski ustvarili novo šolo, ki bi bila boljša za vse, otroke, učitelje in starše. Pa še veliko cenejša bi bila od 13 do 15 milijonov evrov, kolikor je ocenjen strošek gradnje nove. Seveda pa bi bilo za tak podvig potrebno bistveno spremeniti šolske standarde, kar pomeni, da bodo zaenkrat naravne hiše ostale v domeni ljudi s posebej subtilnim odnosom do okolja.